Lepo pozdravljam v imenu družbe GEN-I, ter sem seveda zahvalil za vabilo. Z veseljem smo se udeležili. Najprej na začetku bi mogoče povedal nekaj besed o sami skupini GEN-I. Poslujemo v 22 državah, prisotni smo na 21 regionalnih energetskih borzah. Smo vodilni trgovec na trgu jugovzhodne Evrope, v zadnjih letih pa se trudimo razvijati tudi na zahodnoevropskih energetskih trgih. Glede samega slovenskega trga smo vodilni oziroma največji slovenski dobavitelj električne energije končnim uporabnikom. Kot prvi smo pa pred leti želeli našim kupcem ponuditi napredne energetske storitve. Recimo nekatere od njih upravljamo največjo virtualno elektrarno v Sloveniji, znotraj katere povezujemo dislocirane enote samih proizvodnih virov in aktivne odjemalce ter po potrebi sodelujemo na trgu električne energije. Pred leti, konec leta 2016, smo Sloveniji ponudili nov projekt GEN-I Sonca, ki je danes največji ponudnik samooskrbnih rešitev. Recimo na področju e-mobilnosti smo izdali za naše kupce kartico e-mobilnosti, ki je enotna in z njo lahko polnijo na več kot 350 polnilnih postajah v Sloveniji in na Hrvaškem. Sama vizija GEN-I-ja 2030 je, da se razvijamo v zeleno tehnološko podjetje, da je dejansko smo ponudnik naprednih energetskih rešitev in vso znanje in vse produkte združimo in povežemo v rešitev, ki jo bo v prihodnosti sigurno zasrečevali. Naj se na začetku dotaknem širše slike. Danes bom govoril predvsem o sončni energiji. V Sloveniji imamo sprejet nacionalni energetski podnebni načrt, ki predvideva izgradnjo 1650 megavatov do leta 2030. Vidimo na grafu, da je pričakovana rast obnovljivih virov nekje 100 do 120 megavatov na leto. Po mojih ocenah trenutno dosegamo nekje 40% tega plana. Razlogov je verjetno več. Eden izmed tistih, ki bi jih mogoče rad danes izpostavil, je, da je edina delujoča shema v Sloveniji za področje sončnih elektrarn neto merjenje, kar pomeni, da je shema, ki je zaživela od leta 2016 in smo do konca leta 2019 v Sloveniji postavili 4684 sončnih elektrarn. Shema se dobro razvija. V letu 2020 GEN-I Sonce predvideva izgradnjo 800 novih sončnih elektrarn na tem področju. Sigurno bo pa potrebno tudi na ostalih objektih, segmentih družbe razvijati modele in določene postopke same birokratizacije omejiti oziroma narediti čim boljše pogoje za izgradnjo sončnih elektrarn v Sloveniji. Zdaj, kar se tiče samih samooskrbnih stavb, na katerih se v tem trenutku lahko postavi sončna elektrarna, imamo tako imenovane individualne samooskrbe. Tu sodijo hiše, kjer znotraj enakega koledarskega leta po neto meritvah izravnavajo samo porabo električne energije in so 100% samooskrbni. V to skupino sodijo tudi mali poslovni odjemalci. Drugi segment je skupinska samooskrba oziroma tako imenovane večstanovanjske stavbe. Na sliki vidimo večstanovanjsko stavbo z Jesenic. Tam smo postavili 36,7 kilovatno sončno elektrarno februarja lansko leto, s katero oskrbujemo 23 stanovanj, nekje 80 prebivalcev. Žal je to še vedno edina oziroma nekaj projektov je sicer v izvedbi, ena redkih tovrstnih elektrarn v Sloveniji. Razlogov za to je več. Sigurno je ključna ovira, da je potrebno pred izgradnjo sončne elektrarne natančno razdeliti ključ delitve med porabnike, kar tudi onemogoča pri novogradnjah, izgradnjo tovrstnih sončnih elektrarn, tako da bi tukaj bilo sigurno potrebno določene spremembe narediti na obstoječi uredbi o samooskrbi, da bi na tem področju dosegali večji delež obnovljivih virov. V zadnjih letih se razvija tudi samooskrba za poslovne odjemalce, ki se zelo trudijo zniževati ogljični odtis in je sama izvedba tovrstnih sončnih elektrarn v Sloveniji z objavo razpisa kohezijskih sredstev Ministrstva za infrastrukturo od lanskega aprila postala veliko bolj zanimiva in nas zelo veseli, da se vsako drugo slovensko podjetje odloči za pot zelene transformacije z GEN-I Soncem.
Zdaj, če mogoče povzamem celotno situacijo, celotno sliko fotovoltaike v Sloveniji, mogoče, če izhajamo iz zadnjih analiz, je sončna energija ena najcenejših energij v Sloveniji, zaradi tega, ker je bila inštalacija, bom kar konkretno številkami, nekje 12 let nazaj, ko se je vse skupaj pojavilo v Sloveniji, nekje 5500 evrov po kilovatu, danes zaradi ekonomije obsega, ki se dogaja na svetovnih tržiščih, govorimo tu, da se cena giblje okoli 1000 evrov po kilovatu. Tako da je sončna energija iz ene najdražjih postala ena najcenejših. In sigurno je zanimivo za investitorje, zaradi tega, ker izhaja iz obstoječega stroška električne energije, kar pomeni, da 75% računa, ki ga danes plačujejo, preusmerijo in investicijo, postanejo samoskrbni, naredijo nekaj za okolje, s tem pa tudi poskrbijo za določene ekonomske učinke. V naslednjem slajdu je zemljevid sončnih elektrarn GEN-I Sonca. Tu želim pokazati, da so sončne elektrarne prisotne v več kot 90% slovenskih občin, saj je razlika med najbolj in najmanj osončenim delom Slovenije 10 do 15%, odvisno od leta, tako da so vsi kraji primerni. Sigurno je pa treba zasledovati, da so strešne površine usmerjene čim bolj proti jugu, tudi vzhodne in zahodne, z leti postajajo vedno bolj zanimive, da je čim manj senčen in sigurno bi bilo dobro pri gradnji novih stavb razmišljati v smeri, da se določene površine izkoristijo za obnovljive vire oziroma da se mogoče predvidijo v naslednjih letih. Zdaj, kar se tiče doma, kako mi vidimo samo razvoj doma. Zdaj, če pogledamo mogoče 35 let nazaj, smo imeli doma v povprečju 3 porabnike električne energije. Danes v povprečju imamo 21 porabnikov električne energije, kar pomeni, da je vedno večja obremenitev tudi za omrežje. Vključujejo se novi porabniki, kot so toplotne črpalke, električne pomilnice, e-mobilnost in vse ostalo, in sigurno brez razvoja, brez digitalizacije določenih zadev in samih, bom rekel, povezljivosti in vključitve pamete v objekte ne bo šlo. Sončna elektrarna je ena izmed prvih komponent, ki jo potrebujemo, da smo samoskrbni in da lahko zadostimo svojim potrebam, ki se bo sigurno v naslednjih letih, bom rekel, širila na področje ogrevanja, učinkovite rabe in vseh ostalih stvari. Mogoče za konec en projekt trajnostnega energetskega kroga. Gre za eno manjšo proizvodnjo, na katero smo skupaj z Inštitutom Metron razvili trajnostni energetski krog, za katero smo dobili tudi nagrado Gospodarske zbornice Slovenije. Sama sončna elektrarna je povezana in deluje za potrebe objekta. Ob objektu so nameščene polnilnice za električna vozila, v objektu razpolagajo z hranilniki energije in za vso ostalo potrebno opremo. Prav tako pa mi v našem nadzornem centru krmilimo in sodelujemo na trgu električne energije ter lahko pomagamo samemu trgu v primeru konic. Obstaja tudi možnost, da bi avtomobili pomagali v prihodnosti objektom, saj je znano dejstvo, da 95% časa avtomobili stojijo. Tako da, če zaključim, izkoristimo sonce, ker ga imamo dovolj.